Veste, tisti občutek, ko danes zaženete PlayStation 5, tisti prečiščen, skoraj futurističen zvok, v trenutku te potegne nazaj, spomniš se tople, sive plastike prvega PlayStationa. Ali pa tistega bleščečega črnega monolita, ki je bila dvojka, vsaka generacija je bila res svoj svet. No, danes se odpravljamo na točno to, 30-letno popotovanje, da vidimo, kako se je ta legenda pravzaprav rodila. Tale misel je res zadela bistvo. Ker tole ne bo samo zgodba o tehnologiji, procesorjih in drzdnih preskokih. Ne, to je predvsem zgodba o domišljiji, o tem, kako je vsaka generacija sprostila nekaj novega, na svoj čisto edinstven način. Poglejmo si to pot na hitro. Vse se je začelo leta 1994 s prvim PlayStationom, ki je dobesedno pretresel svet. Leta 2000 je sledil kralj vseh konzol PlayStation 2. Potem, leta 2006, ambiciozni in malce kontroverzni PlayStation 3. Leta 2013 smo dobili majstrski PlayStation 4 in končno, leta 2020, vizionarski PlayStation 5. Vsaka postaja na tej poti ima svojo zgodbo. Pa začnimo lepo na začetku, z obdobjem pionirja. Prvim PlayStationom, drznim novincem, ki si je upal izzvati takratne velikane in zavedno spremenil svet zabave. Danes se morda zdi kot nekakšen arheološki artefakt, kaj ne? Ampak takrat je bila to čista revolucija. Tista njegova topla, siva plastika mu je dajala videz prijazne, skoraj nedolžne igrače, ki je vstopala v dnevne sobe. Ampak pod to preprosto zunanjostjo se je skrivala moč, ki je množicam prvič v zgodovini predstavila prave, tridimenzionalne svetove. Ampak veste, kaj je bilo morda še pomembneje od same tehnologije? Njegov kulturni vpliv. PSN ni bil le tehnični preskok. Z uporabo CD-romov je omogočil filmske zgodbe in glasbo, o kakšni prej nismo mogli niti sanjati. Na njem so se rodile legende kot Final Fantasy VII in Metal Gear Solid. In seveda, ne pozabimo na DualShock, tisti kontroler, ki je z vibracijami dodal popolnoma novo dimenzijo občutja iger. In po uspehu Enke je Sonyjeva ambicija eksplodirala. Premaknimo se naprej, v obdobje, ko je prišel kralj, PlayStation 2, vladar dnevnih sob, ki je dosegel absolutno prevlado z eno samo genialno strateško potezo. To ni bila več tista prijazna siva škatla. Sploh ne. PlayStation 2 je bil nekaj povsem drugega. Bil je kot bleščeč črn monolit. Njegove ostre, tanke linije so mu dajale pridih tehnološkega prestiža, skoraj skrivnostnosti. To ni bila več igrača, to je bil jasen znak, da je zabava postala resna, zrela stvar. Kako mu je to uspelo? Za eno potezo, ki je bila čista genialnost. Strategija trojanskega konja. Veste, PlayStation 2 ni bil le izjemna igralna konzola, ampak tudi eden najcenejših in najkakovostnejših DVD predvajalnikov na trgu. In to je bilo ključno. Medtem ko so drugi predvajalniki predvajali le filme in bili dražji, je PS2 za manj denarja ponujal še celo knjižnico legendarnih iger. Tako je osvojil dnevne sobe po vsem svetu. No, po takšni absolutni dominaciji se pogosto zgodi, da postaneš malo drzen, morda preveč drzen. Sledi ambiciozen eksperiment, PlayStation 3. Doba neverjetne moči, kompleksnosti in, visoke cene. PlayStation 3 je imel skoraj aristokratski pristop. Zgrajen je bil na eksotični in izjemno močni arhitekturi Cell, ki je bila odkrito rečeno na začetku prava nočna mora za razvijalce. Kljub tem težavam pa je dosegal dve ključni zmagi. Prvič, zmagal je v vojni formatov za Blu-ray in s tem oblikoval domačo zabavo za celo naslednje desetletje. In drugič, ko so razvijalci končno ukrotili to zver, so ustvarili nekatere izmed najlepših iger vseh časov, kot sta The Last of Us in serija Uncharted. Sony se je očitno nekaj naučil iz težavnega obdobja trojke. Lekcije so bile boleče, a pomembne. In odgovor je bil PlayStation 4. Mojster discipline, narejen z enim samim geslom. Za igralce. Tu ni bilo več arogance, nič več eksotične arhitekture, samo čistot. PlayStation 4 je bil minimalističen, črn, oster, z elegantno svetlobno črto. Njegova oblika je popolnoma sledila funkciji, biti zanesljivo, močno in predvsem razvijalcem prijazno orodje, osredotočeno izključno na igranje. Ključna beseda? Poslušanje. Sony je končno poslušal tako igralce kot razvijalce. Celotna filozofija PlayStationa 4 je bila osredotočena na preprostost in zmogljivost. Kontroler DualShock 4 je postal skoraj popoln podaljšek rok. In rezultat? No, rezultati govorijo sami zase.
Postal je dom nekaterih najbolj priznanih in ljubljenih naslovov svoje generacije. In tako smo prišli do danes, do zadnje postaje na našem potovanju, do vizionarja PlayStation 5. Konzole, ki ni le nadgradnja, ampak predstavlja temeljni preskok v prihodnost. PlayStation 5 ni več samo konzola, je oblikovalski manifest. Kot neka bela futuristična skulptura, katere masivna velikost skriva res pošastno zmogljivo tehnologijo. Ampak ključna inovacija je ultrahiter SSD disk. Kaj to pomeni v praksi? Konec nalagalnih časov, konec čakanja. To je popolnoma spremenilo način, kako razvijalci gradijo svetove. A prava revolucija pri petki se zgodi v rokah. Poglejte to pot. Od osnovnega preprostega kontrolerja preko DualShocka z vibracijami, Six-Axisa z raziskovanjem gibanja, do izpopolnjenega DualShocka 4 in končno do DualSensa. To ni več samo kontroler. S haptičnim odzivom in prilagodljivimi sprožilci je postal nov senzorični jezik. Skoraj kot nov organ za komunikacijo med igro in igralcem. Torej, če pogledamo nazaj na celotno to potovanje, vidimo, da je imela vsaka konzola svojo osebnost, kaj ne? PS1 je bil navihan, drzen pionir. Dvojka je bila neustavljiv, izpopolnjen kralj. Trojka je bila ponosen, a neverjetno zmogljiv eksperiment. Štirica je bila natančen in prijazen mojster discipline. In petka? Petka je vizionar, ki hoče preseči vse, kar je bilo pred njim. Dobro, pogledali smo si vso to tehnologijo, vse ti konzole, ampak kaj na koncu zares ostane? Kaj je resnična zapuščina te neverjetne tehnološke sage? Ker na koncu res ne gre za tehnologijo, gre za nekaj veliko večjega, gre za to, kako globoko se lahko vse to dotakne človekove domišljije. PlayStation ni le kos elektronike, je spominska naprava, je časovni stroj in portal v druge realnosti. Vsaka konzola je artefakt svoje dobe, ki bo zavedno ostal del našega osebnega in kolektivnega spomina.